hvaležno pozdravljeni in dobrodošli. Zdaj, v tem času veliko ljudi si je zadalo cilj, moram shujšati. In že ta mora verjetno ni mogoče najboljši začetek, morda je boljši način, bolj lahkoten ali kakorkoli že. In mnogo naših strokovnjakov govori o tem, kako si lahko pomagate s pravo hrano, z dobrimi izbirami, kako je treba krepiti mikrobiom, vnesti dobre bakterije, od probiotikov do različnih zelišč, ki nam bodo seveda tukaj pomagala, pa tudi kurkumin. In teh protokolov lahko najdete vsekakor veliko. No, mi pa smo se odločili, da vas danes malce navdušimo in da vam damo vetra v vaša jadra. V svoji družbi imam žensko, ki je izgubila 50 kilogramov in to tako navdušeno, da je v to smer potegnila tudi svojega moža in tudi on je izgubil nekaj 10 kilogramov. Maja, lepo pozdravljena in dobrodošla. Hvala za vabilo. Skupaj z možem sta izgubila koliko? 94 kilogramov. Ampak ponavadi je tak, da mora ženska dati motivacijo in tudi pri vaju je bilo tako. Ja, itak, tudi pri nama je bilo tako. Ženske smo pač tiste, se mi zdi, da moramo malo stvari vzeti v svoje roke oziroma imamo več stvari v glavi na ta način, da štartamo, da se držimo tega in da nadaljujemo. Tako da jaz sem res začela takrat, kasneje se je pol situacija v življenju zgodila, da se je mogel priključiti v bistvu, bomo rekla tudi on, ne? Aha, zaradi zdravstvenih razlogov? Ja, zmeri sta nekako dve strani palice, tudi govorim na ta način. V bistvu paduje, ful se je grozno poškodoval, skoraj smo ga izgubili in takrat je bila tista prelomnica, ali nekaj narediti na sebi, ali pa so bila že na tankem ledu, tudi v smislu ločitve, da bo nekaj spremenila, ker če ne gre z mano, pač jaz sem se takrat odločila zase na polno. Tako da, pol bom rekla prisilen, na prijazen način, ker enkrat, ko se odločiš zase, je vse skupaj lažje, tako kot ste rekla, postavljamo cilje, ampak ko si prisilen, takrat pa ni druge izbire. Črno-bela, ne? Ja. Ful mi je všeč tole, kar si napisala tudi na svoji knjigi, sicer jih imaš 3, tale je bila leta 2018, tukaj vidim. Ne gre zgolj za kilograme, ki jih boš izgubila, predvsem za življenje, ki ga boš pridobila. Ja. Tudi, ko ste rekla, to za cilje postavljati, saj si jih velikrat postavimo, pa se jih držimo, ne vem, en mesec, 2, pol pa gre vse navzdola, ampak življenje imamo pa samo eno, in če ni fora v hujšeno, fora v tem, kako se boš počutil, pol, ko boš to naredil, se pravi, life je tisti, ki si ga moraš spremeniti, ki se moraš zavedati, da je to na dolgi rok, ni zdaj od danes do jutra, Ampak kako si imela ti prej, recimo, a si imela te poskuse, ne vem, pa si se držala nekih diet, pa karkoli, pa si shujšala, pa si spet dobila. Kaj si naredila takrat drugače, da si dejansko, mislim, da zdaj držiš to težo? Ja, slovenski pregovor lepo reče, da osel gre samo enkrat na let. Jaz sem to ponovila ne samo enkrat, ampak 2-krat, pa že shujšala 30 kil, pa jih dobila 40 nazaj, pa 30, pa to je šlo gor dol, Tako kot so prej rekli, če se ne odločiš spremeniti prvič v glavi, za celo življenje boš zmeri ponavljal iste napake. In ker sem jaz zdaj tretjič nekaj, zdaj pa konec, zdaj pa za zmeri. Zdaj boš pa naredila to drugače, ker si do zdaj naredila, in za zmeraj in po pameti. Tako da takrat sem v bistvu res spremenila to na dolgi rok, ker sem se celostno rešila oziroma lotila te zadeve reševati. Wow. Se pravi, med poskusi, ki so bili neuspešni in med tem zadnjim, ki je bil več kot očitno uspešen, ni bila finta druge strategije, ampak finta tega, kje si ti stala. Ja. Pa ne bom li rekla, da so bili neuspešni poskusi. Pa jaz zmeraj rečem, tisto, kar sem se takrat naučila, me je pripeljalo danes do tega znanja, da pač moram stvari narediti drugače, tako da je bilo na nek način uspešno. Iz notranjosti. Zakaj bi to, zakaj si to sploh želim, zakaj hočem shujšati, kaj bo pol drugače, ko bom shujšala. Ne samo nekdo ti je rekel, da moraš shujšati, iz sebe ven. Mislim, sama se lahko dosti poistovetim s tem, kljub temu, da nikoli nisem prišla do te točke, da bi bila res preobilna ali kakorkoli. Vem, kakšen preplah si znam v glavi narediti zaradi teh stvari in koliko pritiska in vsega ostalega. In da moraš v bistvu res izhajati iz tega, da se sprejmeš, verjetno s kilogrami
preden lahko narediš točko naprej. Ja, se tudi zdaj rečem, moj namen ni bil nikoli, zdaj hočem imeti pa 45 kg, pa bom, sama kost pa kože, ne. Ne, hočem se dobro v sebi noter počutiti, pa imam 50, 60 ali pa 80 kg. Vse to je v končni fazi sem številka, ne. Tisto počutje se mi zdi, da mora biti merilo na nek način. Velikokrat rečejo, da s kilogrami skušamo nekaj zapolniti, nekaj skriti, da so kilogrami dejansko obramba. Kako sama gledaš na to? Jaz sem zase dejansko hotela, da meni je bila tu zasvojenost na nek način, a ne? Kar v bistvu ima še teže delo, ker zdaj nekdo, ki je zasvojen od alkohola, enostavno ga neha piti, pa je to, ne? Ampak pri hrani pa ni tako, ne? Pri hrani moraš ti pa še zmeri jesti, če hočeš preživeti, ne. Tako da ja, tukaj je imela ta čustveno prenajedanje ful velik vpliv na vse skupaj, ampak moraš se dejansko spet, tako kot sem v knjigi tudi napisala, sama s sabo sesti, pogovoriti se, zakaj ješ, kaj hočeš zapomniti, kaj je tisto, ki ni okej, ne. Kaj je tisto, ki te moti, ki ti gre na živce, zakaj to sploh delaš, ne. In vse ti mentori, ki sem jih imela, so mi v bistvu pomagali to raziskati, ne. Ali ješ zato, ker si lačen, fizično, ali ješ zato, ker bi rad neko drugo čustveno, bom rekla, bolečino rad skril, zapomnil, zbrisal. In ko to ugotoviš, začneš drugače gledati na hrano, začneš drugače gledati nase, ne? Ker se vidiš, ker se dobesedno upaš pogledati v ogledalo. Tak, kakršen si. Ja, ne? In si tudi priznati, da pač ni nič narobe, ne? Okej, imam ta pa ta problem, izziv, stvari, ki se mi zgodijo. Ok, zato jem, v redu, ok, kaj bom zdaj s tem naredila? Naslednjič, probam izziv rešiti, ne iz hrano nadomestiti, ne, ampak to je tisti proces, ki traja, ne, ki ni od danes do jutra. Zato govorim, življenje si pridobiš, ne. Življenje je dobesedno. Ja, dobesedno. Sama sem ugotovila, da recimo se s hrano, predvsem sladko, nagrajujem in kaznujem. V tem smislu, da mi je kazen in da mi je nagrada. In ful časa je menil, da sem jaz to sploh ugotovila. Ja. In potem, ko sem ugotovila, še nisem imela moč nad tem. Ampak še vedno se mi kdaj zgodi, ne? Zdaj pa pismo, kaj se zdaj kaznujemo, ne? Kaj se zdaj? Ampak se mi zdi, da je ta hrana nasploh, v smislu sladke hrane pa to, ne? Da se nam na nek način v otroštvo vtisne kot neko sidro. Si priden, pa dobiš nekaj sladkega. In ti hočeš biti priden, ne? Torej hočeš nekaj sladkega. Pa ne vem, rojstni dnevi so polni cukra, ne? Ja. Kaj si sama ugotovila, ko si raziskovala te stare vzorce? Ker itak pravijo, da so vse ful preže. Ponavlja, absolutno. Lih točno to, ne, da so vzorci. In da moram jaz prekiniti to. Da zdaj, če imam 2 otroka, če želim biti, si misliš, najboljša mama, kakor si vse želimo biti, ok, pa moram to prekiniti, ne. Tako kot ste rekla, zakaj dati otroku sladkarije za nagrado, zakaj ga ne nagraditi, na primer, z brokolijevo juho. Se lahko tudi tisto narediš dobro. In to so ti vzorci, ki smo jih spremenili, ki sem jih želela spremeniti. Če ne, v prvi vrsti mogoče ne toliko zase, ker na začetku če imaš 120 kg, ti je skoraj vseeno zase, na nek način, ampak ko imaš pa otroke, začneš pa drugače gledati na stvari in se začneš zavedati, da si ti vzor, da si ti odgovoren na nek način in moraš ti spremeniti. In je po eni strani ful lažje, ker sem bila prisiljena spet, ne. In ja, valjda absolutno so bili ti vzorci iz preteklosti, tako kot ste rekli, včasih nagrada, čokolade, bomboni in to ti ostane. Ampak jaz sem zmeraj tako rekla, smo 2020 oziroma takrat je bilo 2017, imamo ogromno znanj, ogromno knjig, ogromno informacij in danes lahko spremenimo stvari sebi v predi, ne? Danes ne oči zgora, ne vem, kaj narediti. Ni res, ne? Ja. Tako da je v bistvu želja, hočeš nekaj spremeniti. Kdaj pa se je zgodilo to, da so kilogrami začeli se nalagati do 120? Ja, jaz, ko sem začela raziskovati, sem bila od majhnega debela. Skozi. Pač lažje je biti na kavču, pa gledati kakšno v takrat najstniških letih limonade, ki so bile, pa bil kruh, pa majoneza, pa sladkarije, pa poln dan, ne? Super, se počutiš in potem se nalaga. In zdaj, če to ne pokuriš, se še več nalaga in potem si že misliš pa, se imam 90 kg, jaz jih imam 100, se jih imaš, kar rasejo številke, ne? Dejansko se niti ne zaviš, kar naenkrat se zbudiš in 120, šok. Tako da v bistvu res padeš v nek ta začaran kruh, ne?
Kot so prej rekle, pa se kaznuješ, pa se nagrajuješ, pa jih je 10 več, pa 10 manj, pa je kar začaran kruh, ki ga ni konca. Ker si dejansko začela z spremembo, recimo, drugačne prehrane, pa to. Sej prehrana je bila verjetno prva, kar si spremenila. Skoraj bi mogla reči, da mindset, način razmišljanja. V glavi, ta želja, da hočem nekaj spremeniti in da se začneš zavedati, da rabiš čas. Da zredila se nisem do 120 kg v enem mesecu, tako da ni variante, da bom to v enem mesecu tudi spremenila, da res greš na dolgi rok, da res sem začela razmišljati način razmišljanja, hrana, rekreacija. Kako bom jaz ti 3 nivoje zdaj skupaj združila v eno zgodbo v uspehu, ker to želim, ker 2-krat sem že imela v narekovajih neuspešno zgodbo. Na vseh 3 področjih sem začela na nek način istočasno delovati. Eno z drugim. Zmeraj govorim, da vse se prepleta. Ni samo hrana, ni samo rekreacija, tako ni samo način razmišljanja, ker če bi to bilo, pa bi že vsi bili suhi, veseli, zadovoljni, ampak ni, zmeraj rečem, da je nek skupek vsega, okoliščin, to, kar si bil, to, kar si zdaj, kar se ti zdaj dogaja, kar se ti je zgodilo, kjer hrano si prej jedel, kjer boš zdaj izbral, koliko se boš gibal, a se boš gibal. Je več nivojev, več faktorjev. No, to vsekakor postaja vedno večji problem. Dejansko, zdaj bomo že malo na 50%, 44% svetovne populacije ima preveč kila. In dejansko zdaj smo v času, kjer ljudje umirajo zaradi preveč vsega. Zaradi obilja vsega. Noro, prav noro. Zdaj, naši strokovnjaki, ki so tukaj sedeli, kot ti danes, in sem zelo hvaležen za to, da si tukaj, govorijo o tem, da je pravzaprav hujšanje, in sploh ne uporabljajo besede hujšanje, ampak vitkanje, in tudi naredili so protokol vitkanja in paket vitkanja in tak naprej. V nadaljevanju tudi pokažem knjižico vitkanja, ki jo lahko danes dobite brezplačno. Oni pravijo, da je izguba kilogramov v bistvu samo stranski učinek. Da je tukaj več vsega. Kako si sama to doživljala? Jaz sem zmeraj govorila, ko boš vse to v življenju na nek način spremenil, se začel zavedati, zakaj to delaš, bo hujšanje samo posledica. Ko se boš v glavi spremenil, bo hujšanje posledica. Ko boš začel z rekreacijo, bo hujšanje posledica. Ko boš najdel prav hrano zate, bo hujšanje samo posledica. In se niti dansko ne fokusiraš toliko na hujšanje, vitkanje, kakorkoli temu rečemo, ker to je samo po sebi umevne dobe posledica. Mislim, sama ne vem, kako se je tebi to dogajalo. Recimo, ko sem jaz sama hotla in to je bilo zdaj od poroda 10 kil, valjda mi je ostala. Dojenje meni ni pomagalo, da bi shujšala, nažalost. Ta mala mi ni spala, bila sem toliko utrujena in ko si utrujen, itak hrepeniš samo po sladkorju in cukr, skratka en cel tak domino efekt se je zgodil. Ko sem rekla, zdaj pa je zadnjič, zdaj pa moram shujšati, se mi je zdelo, da skozi razmišljam samo o tem in da skozi razmišljam samo o hrani. In v bistvu namesto, da bi izgubila, sem se še zredila. Ja, moja zgodba. Točno to, ker se začneš obremenjevati s tem, to ni okej, to ni tako rečemo just feel good, samo dobro se počuti, pa boš dejansko nekaj spremenila. Ampak gremo kontra, moram nekaj narediti, to je že mora. Ja, te že zamori, ja, ali da greš na tortico, ki se boljš počutiš, Zato govorim, da se najprej usedi, kaj sploh hočeš, zakaj hočeš shujšati. Da si dovolj, 5 minut zase vzeti časa, pa malo razmisliti, pa frej biti, pa ne vem, partner bo otroka poahtal, soseda bo malo da si dovoliš čisto pomoč na vseh področjih, da sploh lahko zadehaš, da se odločiš, kaj bi sploh rad. Dosti izgovorov se mi zdi, da tako vedno najdemo, Ja, saj ni treba, Saj bo bolj, saj bom shujšala, saj na poletje, v ponedeljek, jaz imam prav en tak moto, zmeri rečem, v ponedeljek pa začnem. Ja, sem kjer ponedeljek, jih je šlo že milijon mimo, Tako da, če ne boš res zdaj, kdaj boš? Če ne boš ti, ja, kdo bo? Moraš ti to narediti, Pa se ti zdi, da določene situacije so bolj primerne, recimo, nov let, a veš? Ja. A je nov let bolj primeren za to, da rečeš štart, ali pa, ne vem, rojstni dan, ali pa kaj takega? Jaz imam en tak rek zmeri, rečem, nova leta so zmeri, rojstni dnevi so zmeri, poletje, zmeri imaš lahko razlog, da začneš.
tako imaš zmeri lahko izgovor, da ne začneš, a ne? Ampak pomembno je tista odločitev, ker v vsakem primeru se odločiš. Ali ja, ali ne. V vsakem primeru se odločiš, ne? In bolj te stvari spiti iz tebe, in zakaj bi to sploh naredil. Tako da valjda, ja, za novo leto vsi začnejo hujšati, pa vsi hodijo v fitness, ma kdaj, konec januarja, ni že panovati nikjer nobenega, ne? Tako da to smo že ugotovili, da to ne deluje. Če pa ti najdeš tisti notranji zakaj, pa dlje časa te drži vsaj do prvega rezultata, pa vidiš, se zmorem, se da, se gre, ne? Pa te v bistvu kar tako, ne? Povlečete, ne? Ja, kar padeš. No. Kaj pa tehtanje, recimo? Jaz sem človek, ki... Za meni so zmer kile ful nihale in sem se vagala zjutraj, pa sem bila ful vesela, pa sem se vagala zvečer, pa sem bila ful razočarana. In to, 3krat na dan sem se lahko potem vagala in sem videla, da sem obsedena z vago. Ja, ja. Jaz obrnem, ne, dajmo biti obsedeni z urami, ki se imamo fajn. Logično je, da zjutraj imaš manj kilogramov kot zvečer, kad si v dan ješ. Dajmo določiti en dan v tednu, takrat se mirimo. Enkrat na teden. Naprimer. Ali mirimo centimetre, ali mirimo na vagi. Mi delamo skoraj, jaz sem pač delala oboje, ne? Ker velikrat se je zgodilo, kilogrami so stali, ampak centimetrčki so pa šli skupaj. In to je v bistvu bolj pomembno, ne? Ker spet, kile so samo številka na vagi, ne? Na tehnici. Se mi je pa že tudi zgodilo, recimo, da je šla kila dol, Ja. ampak sem bila pa ful napihnjena. Tudi, seveda. Se zato, ne? Spet cel proces, vse je pomembno. Spet ni samo kilaža, ni samo centimetri. Vse je, a ne? Tako da res... Kakšen je pa feeling, a ne? A ne? Ja, ampak spet je ono zavedanje, ne? Če se zavedam, da delam tu za en mesec, za 2, za 3, za celo življenje, pol mi je vseeno, kakšna številka bo danes na vagi. Vseeno. Ne drži me unmu, ne zamori me, ker vem, da naslednji teden bo boljš, čez 14 dni bo še boljš, a ne? Majhni koraki, ki jih lahko vsak naredi, ne? Ampak s časom pa pridejo do tega rezultata, ki si ga želimo. Ta finta je, ne? Na začetku gre voda ven in gre dosti hitro, ne? Kako ti to sama razlagaš? Zmeri na ta način. Nisi se zredila za 10 kg v enem letu, ali pa v enem mesecu, ali pa v enem tednu, a ne? Ne boš jih to dala dol v tokom času. Gremo, kakšno življenje hočeš imeti? Na začetku boš šla hitreje, dlje časa, ko boš ustrajala, počasneje bo šlo, telo se navadi, metabolizem se navadi, a ne? Prilagodi se ti. To pomeni, da moramo mi biti prijazni do svojega telesa, lepo se pogovarjati in na nek otroški način je zmeri temu reči kot otroku, ne, ko mu razložiš, zakaj cukor ne, zakaj brokoli ja, a ne, malo na politiko, no, tak na lep pa na pameten način. Se pravi, je fajn, da se pogovarjaš s svojim telesom? Ja, absolutno. Pri meni je bil problem pogledati se v ogledalo, ne, ker če se ne vidiš v ogledalo, pol ne veš, kakšen si, pol ne boli, pol to ni to, ne. Ker pa začneš to zavedati, da sam sebe imaš tukaj pa zdaj in se moraš pogledati ogledalo, pa si priznati, da je toliko ura, ok, kaj hočem spremeniti. Akcija, gremo. Ni brez akcije, tudi nič ne. Jaz sama vem, da sem imela precej izziva, da tudi, ko sem se gledala v ogledalo, da sem videla neko realno sliko. Včasih se mi zdi, da sem se videla bolj suho, kot sem v resnici, Ja. ali pa sem se videla bolj debelo, kot sem v resnici. Ja. V tem smislu. Imamo, ja. Ljudje si naredimo velikrat, največkrat lahko štalo, rečem jaz temu, ne? Ampak to so tisti triki, ne? Mi, ki vzamemo to na dolgi rok na proces, se tudi učimo. Naprimer, tudi oblika, ki jo daš gor, se drugače počutiš, čivle, ki jo daš gor, a ne? Si daš malo make-up, pa si spet drugače vidiš. In če začneš pa tu spet, zmeri ponavljam iz tiste ene notranjosti, a ne? Da se moraš začeti zavedati, da se imaš sam sebe rad, ker ti si sam s sabo 24 ur na dan, ne? In to se učimo in nagrajujemo. In že ko se zjutraj zbudiš, imamo eno vajo, ki zmeri rečemo, dobro zljaš, a ne, tako sam sebi mal na hecen način, ampak da se v bistvu začneš smeti sam sebi, da vidiš, da ni toliko vse resno v življenju, da tudi če imaš 2 kilce preveč, je vse ok, pomembno je, kako se noter počutiš, a ne. Da se sprejmeš. Ja. Ljubezen do sebe, ne, hvaležnost, vse ti to, kar tudi učite, ne. Hvala, Maja, zelo si pogumna, predvsem pa hlač nam se še nisi pokazala. Hlače. Hlače? Ja, to so v bistvu bile od mojega moža, ker sem rekla, ne bom si kupila večji, tako da dejansko so bile ti njegove, ker tu kolikih jaz sploh zase nisem najdla. Zdaj grem v eno hlačnico, prej sem šla skoraj v 2, tako da ja, razlika kar. Razlika je več kot očitna. Ja.
Wow, hvala. Zares verjamem, da si navdušila in predvsem sem hvaležna, ker tako dobro upravljaš svoje poslanstvo in svojo poklicanost, da pomagaš tudi drugim na tej poti. Ne samo, da bojo bolj izgledali, ampak da se bojo bolj počutili, kot tudi sama praviš. Ja. Ker to je izjemno. Evo, majne knjige, 3 so, jaz jih imam tukaj, Mala malca, čez 100 dni bom 100% boljša in uspelo ti bo. To si pogledajte, če želite izvedeti še kaj več o tem. Sicer pa danes so vam naši strokovnjaki pripravili eno tako darilo in sicer tale program za izgubo odvečnih kilogramov, ki ponuja tudi odgovor, zakaj so klasične diete obsojene na propad. Vitkanje dobite zraven, brezplačno, pri enem takem paketu, ki so ga pripravili, kjer so različna zelišča in tak naprej. Vse stvari je pa v tej knjigi, kar se meni zdi zelo pomembno in kar je dejansko Maja povedala, kako mindset dejansko zrihtaš in kako se začneš samo negovati za to, ker se imaš rad, ne pa zato, da bi se imel rad. Tule je torej danes brezplačno, že ta trenutek pa lahko brezplačne te strani najdete tudi na klepetobkavi.si.